Hojla. Malo nenavaden začetek tega videa danes. Verjetno veste zakaj, a ne? Eden od uničevalcev odnosov je ignoranca. In o tem bom snemala video danes. Na začetku sem naredila malo drugače, zato ker sem v bistvu želela v vas vzbuditi neke občutke v telesu. Kaj se zgodi, ko se človek obrne stran od vas? Kaj se zgodi, ko sedi pred vami in ne komunicira? Skratka, molk, tišina, zamrznjen obraz, brezizrazne oči. Nekaj, kar nekdo, ki gleda, si ne zna razložiti, kaj se dogaja. Zelo sem se ukvarjala z ignoranco, meni se zdi to najpomembnejši uničevalec odnosov in mogoče boste zdaj rekli, zakaj pa nisi potem tega posnela prvega. In tako, če vam čisto iskreno iz srca povem, ga nisem posnela prvega, ker mi je težko snemati o ignoranci, ker sem jo zelo dobro poznam. Veliko sem imela opravka z njo v življenju, veliko mi je bilo težko zaradi nje in zato mi je tudi težko o tem govoriti. Ampak zdaj vem, kaj se je dogajalo, in ne bom odkrivala neke tople vode, zaradi tega, ker se mi zdi brez veze. Napisala sem si 1000 konceptov, ta video sem snemala že sigurno 20krat, pa mi nikamor ni šel. Zato, ker sem vam hotela nekaj pojasniti. In potem sem prišla do tega, da je brez veze, da vam pojasnjujem in vam bom pač preprosto povedala mojo zgodbo, čist iskreno, takšna, ki je. Ali pa tako, ki je šla skozi moj razvoj v odnosu, ko sem bila otrok, v odnosu, ko sem postala partnerka, žena in v odnosu, ko sem postala mama. In upam, da bo zgodba dovolj poučna, da boste iz nje potegnili bistvo, oziroma kar si v bistvu želim je, da na koncu tega videa, želim si, da ga gledate do konca, ker je to pomembno. In želim si, da na koncu tega videa dobite nek občutek, v kakšnem odnosu z ignoranco ste vi in kako se boste lotili spremembe, da to ignoranco malo utišate oziroma jo daste v kakšno bolj slišano, odzivno vedenje. Mogoče bi vam zdaj na začetku še povedala, da če želite videti, kaj se zgodi, ko starši umolknemo, ko starši zamrznemo, si lahko na najinem kanalu pogledate en eksperiment, delal ga je dr. Tronik, ko je pri 1 leto starem dojenčku mamo prosil, da zamrzne, da se ne odziva. Videli boste, kaj vse je človek pripravljen narediti, že tako majhen, zato da bi priklical odziv nazaj. Video je naslov Still Face Experiment. Na najinem kanalu je in je tudi ima podnapise, sva naredila podnapise v slovenščini, tako da ga lahko vsi razumete. To je en del tega, kar se mi zdi pomembno, da si pogledate, kaj povzroči ignoranca in kaj povzroči ignoranca, če traja dolgo časa. To se pravi, če je to naš model, vzgoje otroka in kako je otrok izgubljen, če nima možnosti, da bi te občutke zapuščenosti lahko popravil z neko pozitivno izkušnjo. Ok. Led je prebit, se reče temu. Ja, z ignoranco lahko kaznujemo, torej uporabljamo jo zato, da kaznujemo otroke, da jim pokažemo, da nam nekaj zelo ni všeč, recimo slaba ocena v šoli, nekaj, ki smo mu naročili, pa ni naredil, kadar smo bili pri sorodnikih, pa se ni lepo obnašal. Mi velikokrat uporabimo to, da ne komuniciramo, se ne odzivamo in pa ste zelo pomembno je še naprej. Zamrznjen obraz in brezizrazne oči. To je tista prava ignoranca.
In jaz sem te ignorance bila kar nekaj deležna, zaradi tega, ker moji starši so mene kaznovali za ignoranco. In zdaj imam tukaj pač ta dve poziciji. Mami, ki je kaznovala z ignoranco, ampak ker je bila mama, je na izrazu vedno ohranila en mehak izraz, ali pa v očeh sem lahko nekaj prebrala, tako da sem skozi nekako imela neko upanje, da bo tega konc. A veste, ker otrok ima ta občutek, da se ene stvari v življenju ne končajo, da bojo kar trajale. In pri mami je bil ta mali občutek nekega upanja, tako da od nje nimam toliko teh grozljivih, bolečih spominov. Oči je pa, kadar je on presodil, da jaz nisem ok, zamrznil obraz, imel je take ful velike, stroge oči in lahko ni govoril zelo dolg časa. To sem jaz prepoznala kot kazen, nisi bila dovolj pridna. In ker jaz pač nisem bila nikoli dovolj priden otrok, sem bila pač bolj žverca, sem rada raziskovala, eksperimentirala, to še vedno danes počnem in s tem se mi nič pač mislim, da s tem ni nič narobe. Je bilo pač teh kazni včasih kar malo veliko, In zdaj mogoče tukaj zelo pomemben moment, Jaz bi rada na tej točki, da vi sebe vprašate, ali ste bili kdaj v stiku z ignoranco, ali ste bili vi tudi kaznovani na tak način. In naslednje vprašanje je, kaj ste delali takrat, ko ste bili kaznovani na tak način. Jaz recimo sem delala vse, kar se je dalo, da bi oči spregovoril. Hodila sem k njemu, mu pripovedovala zgodbice, risala risbice, mu jih nosila kazati, prišla vprašati, a grem lahko. Recimo, a grem lahko k sosedu, on ni odgovoril. Na taka preprosta vsakdanja vprašanja, Zelo je bil trmast človek in vztrajen. Sej, to je bila njegova dobra lastnost. Pazite, ne govorim o tem, da sem imela slabega očeta, ker on je imel milijon drugih lastnosti, ki so bile pa wow, Ampak tole mu ni preveč šlo dobro od rok, sem pa prepričana, da mi je dobro hotel, pa da ni znal drugače, No, kakorkoli, skratka, potem sem tudi počela lumparije, neumnosti, skratka, počela sem vse, da bi ga prebudila. To vidite tudi v tem still face eksperimentu, kako dojenček vse živo počne, da bi mama se odzvala, Ja. Najbolj zanimivo je to, da se ne spomnim, kako se je ta ignoranca končala. Tega spomina sploh nimam. Recimo, ne vem, a smo se pol pogovorili, a je to bil nek določen čas, zdaj pa 3 dni s tabo ne bom govoril, da boš videla in pol čez 3 dni, ker se je zgodilo tako, da nič ni bilo, pojma nimam. Vem samo to, da so moji občutki bili neznosni, vem samo, da sem se pustila zapuščeno, da sem imela občutek, da ne pripadam, da sem imela občutek, da jim ni mar za mene in da sem se počutila strahotno brez občutka varnosti. Tako, res, res težki občutki. In potem sem postala najstnica, seveda pač to je bil način, ki je pač pri nas bil način in je trajal, sem pač postala najstnica in v najstniških letih sem si rekla, sej sam še malo. Sam še malo pa, telefonček. Sam še malo pa bo, pa bom šla od doma, bom odrasla in potem tega ne bo več. Pol bom jaz samostojna, bom sama odločala, bom jaz vedela, kaj je prav za mene, kaj ni prav in tega ne bo več. In seveda se je to zgodilo. Jaz sem odrasla, sem se poročila, sem dobila čudovitega partnerja in seveda so se tudi v partnerskem odnosu začeli konflikti. Te konflikti so bili takšni, da
sem jaz dobila partnerja, ki je ugasnil, ko sva se midva kregala. Skratka, on je zamrznil je. In jaz sem se počutila, kot da se mi življenje nadaljuje. In moje najbolj pogosto vprašanje v partnerskem odnosu na začetku je bilo, a mi lahko prosim poveš, kaj sem naredila narobe? A mi lahko prosim poveš, zakaj me kaznuješ? Glejte, jaz sem v hipu padla v iste občutke, kot je bila ta mala Leja, in razložila sem si, da me Albert kaznuje in da pač sem nekaj narobe naredila. Imela sem strahoten občutek izgube vrednosti, pa ste, ko nas nekdo ignorira, mi izgubimo občutek, da smo nekaj vredni. Ker nič ne bo s tabo, nič ne bo iz tebe, nič loser si do konca. In to se je nama potem odvijalo zelo dolg časa v partnerskem odnosu. Tako da, dajmo tukaj malo pogledati, vzorci. Albert je imel vzorec, da je umik najboljša obramba. Torej, če sem na začetku rekla, da ignoranco uporabljamo za kaznovanje, vam zdaj povem še, da jo uporabljamo tudi zato, da se umaknemo iz odnosa, kadar je pretežko. Zato, da zaščitimo sebe in da tudi zaščitimo druge. Jaz žal tega takrat nisem tako razumela, ker če bi, potem ne bi imela takih stisk v odnosu z Albertom. Ampak zdaj sem zelo hvaležna, da to vem, da kadar se Albert umakne, da mu je pretežko. In ja, kako to rešujeva zdaj? A tega zdaj ni več? Seveda je še. Seveda imava še konflikte in dinamika se vedno ponovi. Ampak kar zdaj jaz vem je, da se Albert ne umakne zato, da bi mene kaznoval ali pa da bi mene pač zavestno ignoriral, ampak se umakne zato, ker rabi več prostora, ker se rabi umiriti, ker rabi premisliti, zato da ne bi bilo še hujš. In kar sem se jaz naučila, in tukaj tudi osebnostno zelo zrasla, je, da znam počakati. Da vem, da zaupam, da bo prišel nazaj. In sem zelo srečna zaradi tega, ker mi je to uspelo. Zares sem zelo srečna. Zato, ker to so bile pri meni, to je meni povzročalo prav, kvarilo mi je kvaliteto življenja. Ok. A sem uporabljala ignoranco pri vzgoji? Neodzivnost. K sreči mi je tukaj uspelo, da tega nisem počela. Zaradi tega, ker pač, veste, tisti, ki si rečeš, jaz pa ne bom tak, ko bom velik, in pol nam pri nekaterih stvarih uspe, pri drugih nam pa ne uspe. In tukaj mi je kar uspelo. Me je sicer zelo vlekel, zdaj se pa ne bom pogovarjala, zdaj bom pa tih, pa kdaj sem seveda tudi to naredila, ker pač mi vedno uporabljamo vse možne metode, da bi otroku pokazali, kje je meja, recimo, ampak večinoma sem kar skomunicirala. Tako da, kar bi vas jaz prosila, je, da ste pozorni na to, kako se odzivate vašemu otroku. Glejte, odziv je biološka potreba. To vam povem zdaj na koncu, pa je mogoče najpomembnejše od celega videa. Odziv je biološka potreba, ki je tako nujna kot kisik, ki ga dihamo. Ampak tega pač nas v šoli pri biologiji niso učili, Nikjer nas niso učili, kako je odziv pomemben. Zaradi tega je pomembno, da se odzivamo našim otrokom, da jim povemo. In ja, včasih se počutimo, da ne moramo, da imamo vsega dosti, da ne moramo govoriti. In nič hudega, nič ni narobe z nami, ampak lahko rečemo otroku, lej, zdajle ne morem govoriti, zdajle rabim malo prostora zase, zdajle rabim premisliti. Nočem, da se slabo počutiš, ker ne komuniciram s tabo, ampak rabim premisliti zaradi tega, ker se ne počutim tako, da bi lahko karkoli zdajle naredila. In to ne pomeni, da mi ni mar zate. Komunikacija je sporočilna. In komunikacija sporočila je tukaj sem zate. Komunikacija z molkom, komunikacija z ignoranco pomeni ni me, znajdi se sam, kar ugan, kaj si narobe naredil.
zaradi tebe se tako počutim. Nalaga težo, nalaga občutke krivde, jemlje vrednost otroku, jemlje vrednost odrasli osebi. Vsak človek si zasluži vedeti, pri čem je. In če ne zmorete sami premagati tega, najdite si pomoč. V najini knjigi Najvodila za najstarše imate ogromno vprašanj, ki vam pomagajo priti do odgovorov, ki si jih morate napisati sami. Zato vam polagam na srce, vzemite si čas. Vzemite si čas, da raziskujete sebe. Ko se vam to dogaja v partnerskem odnosu, raziskujte, a je to vaš vzorec, ki ste ga dobili od staršev, a so starši na ta način reševali konflikte med sabo, a je to model, s katerim se vi zaščitite, zato da ni še hujš, in se pogovarjajte o tem, najprej sami s sabo in potem s partnerjem. In če ne zmorete, seveda, spet obstaja pomoč. Tako da, jaz bi vas prosila, da delite tale video. Prosila bi vas, da ga lajkate, prosila bi vas, da komentirate v spodaj, če ste bili zadovoljni z njim, sploh tisti, ki ste rekli, povej, posnemi o ignoranci nekaj. In ja, naslednji video bo, kdo gane, o čem bo naslednji video govoril? O tretjem uničevalcu odnosov, ki je, da vidim, koliko ste si zapomnili. In hvala, ker z mano skupaj delate lepši svet.